Jaz vas bom najprej lepo vse skupaj pozdravil, ljubitelje kulture in takšne in drugačne, in gledališke in rokovske in fotografske in karkoli pač paše v kulturo. Ja, na tole dvorano, imam jaz veliko takih spominov, ker sem tudi veliko preigral gor po telih odrih. Sicer se je najprej začel, ena dvoranca je obstajala tamle pod Nadvozem, ki je zdaj klub invalidov ali kaj. Hodil sem v glasbeno šolo in na začetku smo imeli produkcije te letne, mesečne, kar v tisti dvoranci. Bili so tudi leseni stoli. Verjetno tlele, tu mi bo kakšen predhodnik znal bolj povedati, so bili še leseni stoli tle na stavbah. V glavnem produkcije so se dogajale tam najprej, 2-3 leta. Po so pa to nekaj zaprli, kaj je bilo prenavaren že pa to. In po smo se v to dvorano začeli seliti s tem produkcijam glasbenih šol pa to, ne vem, kdaj je bilo to, mogoče sem leta 3, 4, 75 prvič tlele pač nastopil kot učenec glasbene šole. Spomnim se, dvorana polna staršev, polna ljudi, polna vsega. Mi pa kot mulci prideš na oder, sam si sabo, harmonika. Neki pesnice vne zdaj. Ampak to je bila kar taka trema in vsak leto je bilo mogoče manj, ker si pač že navajen bil na tole. No, pol kasneje, ko smo pa glasbeno že končali, sem se pa itak vključil v pihalni orkester tudi. Po raznih bendih smo že igrali. In tudi s pihalnim orkestrom smo imeli tle velikokrat nastope, spomnim kot mulc, kot zdaj že. Najbolj se pa spomnim tega, so se tle gor tudi na tem odru dogajale neki rokovske zadeve in to smo, meni se zdi, z Drinkersi smo tudi takrat, ko sem še začel tlele gor imeli, ni bilo še tapisov na stolu, ni bilo, ne vem, a se jih ven takrat pošraufali, so bili še leseni, ne vem točno. V glavnem, takrat mesec sem jaz ta rokovski koncert, je bil to izmed prvih, ne vem. In pol se je to kar dogajalo in ta rokovska kultura je kar rasla, ne. In zdaj ta dvorana, ki bo zdaj ta prenovljena, obnovljena, jaz mislim, da je za gledališke abonmaje, za take kulturne prireditve odlično. Komaj čakam, da bomo dobili ta center, ampak za kakšno rokovsko kulturo, koncerte, je pa tole pol malo preveč rata fino, pa pogrešamo mi, ke pač igramo po raznih bendih, kakšne manjše dvorance, kakšne klube, kakšno manjšo dvoranco pač, ker drugače bo to, ne vem, ali zamrlo, kakšni festivali se še dogajajo, ampak to si odvisen od vremena pa od kakšnega kluba pa takšnega ni za 100 ljudi, 150, ne vem. In jaz bi bil za to, da se bi tudi ta kulturni center mogoče drugje naredil. Ampak če se to ne da, je to, kar sem jaz videl, super. Samo ne za neki take rock koncerte, pa to je pa malo bolj, si pa malo bolj omejen, ne. No, pa da se vrnemo nazaj, takrat, ko smo še v glasbeno šolo hodili, je bil tle pod odrom je bil en klub, ki je bil, ne vem točno, ki je bil nam otrokom prepovedan. Mislim, nismo smeli dol iti, ne vem, kva se je dogajalo. Vem, da je bil šank, pa da so ta stari dol hodili. Pa še zdaj ne vem, v glavnem otrokom je bil prepovedan. Ne vem, bil pa je en klub spodaj, kao bar, ne vem. In smo šli mi enkrat celo gledat, ki bo zaprt, ne vem, koliko smo dol prišli, in je bila še tista lina odprtina tam za gledališke predstave vzadi, kot Šepetavc se je odprla tamle na odru. In si se kaj usedel in si pol videl vse oder, tolikole si bil visok to in oder in tam so bili Šepetavci. Dol spodaj je bil pa neki en šank, sam ne vem, mogoče bo znal kakšen drug predhodnik povedati, kaj se je dol dogajalo, jaz ne vem, nam je bilo prepovedano. No, v glavnem pol naprej, kar se rokovske kulture tiče, sem pa že igral z velikimi bendi tle gor, veliko sem tudi sodeloval z ZKMŠ-jem, smo skupne projekte delali, ne bom zdaj bendov omenil, ki jih je bilo že kar nekaj. V glavnem ta dvoranca je takrat še kar služi temu namenu, recimo,
Sam po, ko bo pa prenovljena, kar je super, 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 bo pa to, pa ne vem, malo zamrl po moje tole, ker se ne bo dal pač, ker ti rabiš en klub takih 100 ljudi, dvoranca, da je fiksen oder, fiksen luč, fiksna luč, light, vzvočene, prideš, odšpilaš, tega pa zdaj verjetno tle ne bo več, ali pa malo bolj v okrnjeni obliki. Tako da, ja, ta dvorana me res že 50 let sprejema, ali pa še več, 55 bom rekel. Še prej je bila pa una tam pod Nadvozom, če se bo kjer spomnil še, ne vem, v te starejše populacije siguren. V glavnem, ja, predlagam kulturni center nek druge, nek na Savom, tako kot imajo druga mesta, da je notar in gledališka kultura in proslave in ne vem kaj, poleg tega zraven pa še ena taka dvoranca za nas rokarje, ne, bom rekel, da se bi še tam kaj to razvijalo, ker zdaj ni nikjer razen ozunaj, da bi se kaj delali. Ampak super, ta dvoranca zgleda že zdajle v redu, pol bo pa sploh, in sem videl ene projekte že. Ja, na koncu pa bi še rekel, lej, da upam, da bom še dolgo na telih odrah bil in v spodi in na odru, ker mi je v redu to in poslušati in nastopati in za kam še en skupne projekte ustvarjati. Se verjetno me poznajo vsi, samo treba je naprej, no, da ne bomo ostali na eni točki, ne vem, pa se ustavili tle z dvorano in z rokovsko kulturo in z vsem. Tako da jaz navijam še za eno dvoranco majhno, če bo to občina kdaj to sprovedla, evo, ave in vera, da bomo šli naprej s tem. Drugače pa, ja, lepo se imejte, pa se vidimo še kaj na odru in pod odrom.